kakšne druge? Veš kaj? Pridite s Edem k nama kdaj na drink. Ja, res se že dolgo nismo videli, bomo kakšno rekli. Dobro, čau. A čakaj, a veš, da nam mnoga sosedla, a se heca šakes, a ne nam je zgodaj, ja, v zgodnem štuku. Daj pa, reč Ed, s čim se pa ukvarja? Pianist je. A daj nam je ta tudi. Nič takega, da bi se človek čudil. Čau. Kaj pa iščete v mojem stanovanju? Kako kaj iščeva? Kaj pa je to za ena reč? To? To je škoda reč. Ne, tisto zrav njega.
Mara, človek Božji. Nobene omare nisem naročil. A ga slišiš, Miško? Nobene omare ni naročil. Hočem čist prazno sobo. Čist prazno sobo hočem imeti. Sem slišal, Miško. Rego vprašaj, kdo je. Pišem se Adamovič. Prejšnji teden sem se vselil. Kje pa je moj pianino? A mislite, klavir? Tamle? Ja, to vidim. Ampak kdo ga je porinil tja? Vidva. Vidva. Kdo pa sta vidva? Jaz sem Škodarič. Sosed, malo tudi skrbim za hišo. On je pa Brkovc. Milivoj. Moj pomočnik. Za prijatelj Miško. Me veseli, gospoda. Zdaj ne gajo pa prosil, da prenese ta pianino nazaj. Vedno je stal tam v kotu. Tudi tisti pred vami ga je imel tam v kotu. Tako je več prostora še za drugo potiho. Ne razumem. On govori o nekom, ki je tu živel pred vami. In tudi imel pianino. Kaj hoče reči s tem pianino? To je tak majhen klavir, Miško. Ja, tamle v kotu ga je imel. Ga je sam porinil tja? Midva sva ga porinila. Ampak jaz ga hoče imeti sredi sobe. Kje je zdaj problem? Problem je v tem, da sva midva zdaj že malo zmatrana. Človek vse prenese, če dobi vse malo zahvale. A veste, kako težka je ta omara? Probajte! Dobro, dobro. Ampak jaz zdaj nisem prosil, da je prinesla gor. In tudi ne rabim je. To je pravi les. A veste, kaj je to pravi les? Celo druge delajo z njega. Vi ste za izvoz. To ni kakšna konfekcija. Vse verjamem. Ta omara je od tistega, ki je bil pred vami tu. A mislite, da pred vami ni bilo nikogar? Da se je ta bajta začela z vami? Ne, tega mislim. Pa smo si rekli, da bo tudi vam prav prišla. Ne, veste, ne rabim je. Hočem čist prazno sobo, sam pianino, nič drugega, ne zabire. Da slišiš, Vrhovc? Slišim, on hoče, da jo neseva nazaj dol v klet. Že mogoče, ampak bomo najprej izbrali zalih. Še za fasado se ne moramo zmeniti. Ampak pa nazaj dol v klet. Namesto, da bi rekel hvala. Dobro, pustita jo. Ampak, saj notri so obleke. To je pa res čudno, Miško, a? Omara, notri pa obleke. Ja, to je pa res čudno. Obleke pa v omari. Zakaj pa ni vzel sabo? Kdo? Ja, tisti, ki je prej živel tu. Mislim, če že omare ni vzel, lahko bi vsaj obleke. Kaj praviš, Miško? Zakaj jih ni odnesel sam? Zato, ker tja, kamor je on šel. Težko, kaj neseš sabo. A vidite tisto okno? Ja. Tja skozi je šel. Skoči je skozi okno. Razumeš, Miško? Razumem, Škodarič. A govorim razločno. Govoriš, ja. Zakaj me potem on ne razume? Ej, vas razumem. Je visoko, ne? Visoko. Zato je pa tako lep razgled. Pa sem danes malo Megleno. Glede, pomenite raje kakšen rekec. Pomenite raje kakšen rekec. Zakaj? Zato je bitno, če vam je prav. Saj vseeno, ali mi je prav ali ne. Sam ena, no, tega ne. Tana je prima. Se spomniš, Miško? On ga je kar naprej nosil. Ja, ampak res ne vem. Dajte, no, tega morate proba, če so že vse skupaj prinesla gor. Dobro. Evo ti ga na kotu vid. A veš, da mi je o tem rekli prav malo podobi. Ja, veste kaj? Kaj če bi še hlače? Ne. Ne bo, en, dva, tri, te, gledam zraven. Če rečem, da ne. Ne, no. Greva, Miško, greva. Se veš, veš, da bi se pomeril hlače, pa se ni pa, ker sva midva tu. Dajte sem te hlače. Midva se pa lahko stran obrneva, ne? A je že? Že. Pa mora res pomoč. Rekelc mu je kot ulit. Pa hlače tudi.
Dobro, gospoda. Zdaj bi vajo pa prosil. Imam zelo važno delo. Moram vaditi. Gremo, Brko. Zlasti. Le prebiravati ste meni. So še drugi notri. Vse ne mislim. Hvala vseeno, pa adijo. Ne, adijo. Nasvidenje. Tisti, ki je bil prej tu, ni nikoli rekel adijo. Vidno nasvidenje. Se ga razvadli. No dobro, pa nasvidenje. 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 Enkrat sem mu prinesla študij. In kaj vidim? Nak se mi
A to je počel? No ja še nikoli sem igral nak, če to mislite. Ja, ne vem, kaj ne si mislim o vas. Res je pa, da na vas vsi polagamo velike upe. Kaj pa se je potem zgodilo? A je res? Res. Tu skozi? Ma dol na tla. Ampak, zakaj pa je? Počakajte, poslušajte. A imate radi štrudel? Ne. Dobro, jutri vam ga spečem. Sam ne da boste celega pojedli. Na to sem pa zelo občutljiva. Rada kaj naredim za koga. Sam hočem, da se to potem tudi ceni. Pa lepo se imejte. A ja, če boste karkoli Mislim, da ne bom. Pa lepo se imejte. Adijo. Kaj? Sobotovič, nasvidenje. Nasvidenje. Kje bova začela? Kam prideš, Madonna? Čakaj, da te gledam. Tu od spodaj se nič ne vidi. Saj zato smo pa prinesla to ne sabo, da se bova lahko blizu ogledala. Dobro si se spomniš, što da reči. Postavljamo sam, tu zgoraj nisem bil. Men tudi. Zadnji čas, da sem prišla. A boš ti zlezel na njo? Zakaj jaz? Ja, ker boljše vidiš. Ne, jaz ti bom držal, da ne padeš. No, pa dobro je drži. Pomernoc, a si zaradi mene že kdaj zjutraj padel? Enkrat sem pa res, saj ti nič ne očitam, ampak... Takrat si bil sam kriv, sam moraš misliti na to, kdaj se niste ukončali. Jaz ne morem, če sem spodaj. A držiš? Drži. Zdi se mi, da se maje. Nič se ne maje, no zdaj pa poglej. Ja... Ničesar ne vidim, škoda reči. Obriši si očala. Jaz. Ma? Še vedno nič ne vidim, škoda reči. Je dobro, poglej, no. Ja, nič če ti rečem. Ja, to ne more biti Madonna. Ja, če ti rečem. Ja, pridi dol, bom šel sam pogledat. Popustite, kaj pa iščete? Zdaj nimam časa, počakajte malo, ne vidite, da delava. Sam vprašam, glede na to, da je to moje stanovanje. Dobro je drži kako. A kaj vidiš? Čakaj. Nič pametnega je ven ti. Ja, saj sem ti rekel, pa mi nisi verjel. Duša, sva že v mat poslepa. Pa jaz te pomaga. In to pa ni na misel. Mogoče bi pa res lahko. Takole bomo napravili. Vi zrezite gor na listev. Ampak kaj naj počnem gor? Sami ste se ponudili. Zrezite gor. In kaj zdaj? Prosim, vpete strop. Ja. A kaj vidite? Kaj ne bi videl? Flek. Flek? Ja, flek je venti flek na stropu. Nič ne vidim. Ja, kako pa to gledate? Pa povem, tako dolgo vas ne pustim dol, da ga ne boste zagledali. Jaz tega nisem navajen. Prej ne greste dol, vam rečem. Jaz ne bom vsak dan vlačil te lojtre sem dol. Ti kaj, če mi opustiva kar tu? Saj nekaj pa vidim. Neka lisa pa je tam v kotu. Kje? Pokažite. To je to, Miško, to je to. A sem kar vedel, da mora biti. Ampak čisto majhna. Nič večja kakor škatlica vžigalic. Še plek mora nekje nekaj puščati. A je tako, vrhovc? Tako je, škoda reči. Zdaj samo vprašanje, kaj pušča? Ne, se meni ne moti. Če pa tako še enkrat pogledam, se mi pa zdi, da je bila sam senca. To mora biti ena debela cev, škoda reči. Nonca, če ni ta glavna. Jaz sumim, da je ta glavna. Sam tega ne. Ravno sem se vselil. Ta glavna je, ta glavna. Sem kar vedel, da se bo spet začelo. Čim se kdo vseli v to stanovanje, so problemi. Ampak važno je, da jih znamo rešiti. A lahko se zleze dol. A se hecate, da se mi nikamor ne premaknete, dokler ne prideva nazaj. Hočete, da ostanem tu na lojtri? Točno tako. Zakaj? Zato, da boste gledali v flek. Ja, da bo težko spet med. Vi hočete, da stojim tu na lojtri in gledam flek. A ti razumeš, vrhovc? Razumem. A govorim razločno. Dobro. Kam pa gre sta vidva? Jaz grem po
Profesor, kdo bo šel pa delavce na roč? Vidno, ali pa celo hišo demolirati. Pa še malo sosednje. Kaj naj počne tu gor? Jo, kakšno si prižgite? Ne kadim. Jaz tudi ne. Ampak, tole je kadil, tisti pred vami. Ena je šel skladati, pa sem jo stravil. Veste, on je takole na roj pristal, pa se mu ni zdelo nič za malo. Saj meni se ne zdi za malo, meni se zdi neumno. Na začetku, ko je prišel sem, je še kar zdravo živel. Potem je začel kadit, pa pit. Dajte sem tu. Ženske. Razbrat. Tukaj je pa do konca odlično. Ženske? Ma povem, malo nevidnosti ne bo odveč. Še ženske? Raje pojdi bitko pidita nazaj. Zdaj se ne bodite še tako zelo, zdaj ko smo našli flek. Glavni problem je rešen. Tu imate tole. Bomo na rojtri družbo delalo. Človek se lahko počuti samega takole med nebom in zemljo. Pa gor, glejte! Vem, kako bom prenesel, če ta flek zgine preden se vrneva. Evo, a ja, gospod je povedal, kako pride iz službe. Gospod? Recite ji, ne, nič ne skrbi, bova že midva uredila. Kakšno gospod? Jaz kaj A vas lahko prosim, lepo prosim, za malo potrpljenja? A lahko? Ne vem, kaj je to. Čim je bil prijazen z mano, čist popustim. Na vse pristanem. Kakšen dan? Nič ne reci. Sam to te prosim, nič ne reci. Bila smo ovak. Klasika. Sam pri blagajni, ljudi pa kokitet. Julane Lambo. Končno prim na rostu, razumiš? Pa ugotovim, da nima mehčajca. Kaj grem nazaj? Medtem se me pa 3 vrine odvrsti. In tisti pred mano je imel voziček. Kaj vse je vlekel iz njega? Juhce, sokci, toalet, papir, vložki, te reči. Potem se je pa začelo. Kosilnica, modroci, bide ti rečem, kot tam je proba, če morit pa še noto. Ti povem, sem kar čakala, kdaj boš ženo pa hoce potegnila. Tako sem bila besna, sem kar voziček ukradla, pa sem šla. Kaj pa delaš na lestvi? Kdo ste pa vi? Pa ne, da so spet se vi. Ma, že spet bo vse na meni. Jaz tega ne zdržim več. Ta zakon je mora. Zakon? Pa vse je zakaljeno. Kot v kakšnem befeju. A res moraš to odkraditi. V službi se me vsi izogibajo, ker na 10 metrov spodaj počiti. Pa sploh ne kalim. Ampak, kdo ste vi? Pa umir. Kdo ste? Kdo smo? Jaz delam, on pa meditira na lestvi. A misliš, da si tako kaj blum? A misliš, da si tako kaj bliže Bogu ali kaj? Kdo ste? Ne misli, da se me preseneta. Ne misli, da se sama ne sprašujem, kdo sem. Večkrat grem takole sama vas. Je kar blizu. In potem se vprašam, kdo sem? Odkud prehajam? Kam grem? Zakaj se ne peljem? Sem to sploh jaz? Kateri Bog je kriv, da zdaj stojim tu in da ti stojiš tam? Vse to se sprašujem, ljubi moj intelektualec. In potrudi se, da me boš prijel. Vem, zakon je dolgi čas na reč. Ampak danes ni časa. Zlezi z lestvi dol in pomagaj. Kmalu pridite na obisk Ljubljane in Eli. Treba kaj pripraviti. A psa si peljajo na sprehod. Psa? No, že vidim, da ga nisi.
Še dobro, da sem ga prejšnji teden odpeljala k mami v Španijo. Kaj pa miza pa stoli? Kakšni stoli? Ja, za sedeti, kakšni pa? Tu ni bilo nobenih stolov. Veš kaj? Odkaz smo poročena se gledava okrog po hišpa. A se ne bomo enkrat imeli? Midva poročena? Oprostite, ampak jaz nisem poročen. Pri tem pa zelo vztrajam. Je mama lepo rekla. Zinka, eno samo življenje imaš. Ne poroči se z njim. Njega zanima sam ta prekleti inštrument. Ti umetniki. Vsaki od njih je nekaj opičega. Na to vrsto se ne možeš zamisliti. Poglej se, kakšen si. Polno malo glejk imaš. Kdo je jih izbral, ha? Jaz. Brez mene bi bil nakim bos. Ti sploh nimaš nobenega okusa. Neverjetno. On me ignorira. Jaz pa hitim iz službe, da bi poskuvala kosilo. Dovolj! Ne razumete? Ker jaz ne razumem, kaj se tukaj dogaja. Talestev mi naj priča, da bom takoj znesel z nje, če ne odidete. Ja. To je res, da sva na koncu, če ne odiva še en korak. Kje bova potem? Spet na začetku. Spet v oči Benetka, kjer sva se spoznala. Vem, vi umetniki ste se razcepljene osebnosti. Stojite v blatu, glavo pa imate v blatu. Ženo imate za kuha, v mamo ste pa zaljubljeni. A ti razumeš, da jaz nisem to, za kar me imaš? A ti razumeš, da mama Mipa že zdaj ima za hladilnik? Pa se ne bi mogla pogovoriti. S tabo se ne da pogovarjati. Ne moram verjeti. Še ključavnice nimam, pa mi vsi vdirajo v moje stanovanje. To je kolodvor. Midva se danes prvič vidiva. Kaj bi se tudi zadnjič? Priznam, gospod, vas krinkali ste me. Res je, ne poznam se. Hej, mama, če ste mi všeč, kaj ste se preselili sem? Mamo, če sem mislila sem. Če pridem k vam kot ljubica, da se ne bo da postrašil, da hočem biti njegova žena. Potem se mi posvetila. Kaj pa, če ga obiščem kot žena? Mogoče tako postanem njegova ljubica.
če bolj nepopisan list. Če ste zadnja stran in niti ne veste, da se za vami skriva ves roman. To pač ni zelo mogoče. Ampak, kako pa lahko to zvem? Pridite dole, za začetek. Če boste potem šli, Glej, ampak prej da odidem, vas prosim, da priznate, znam? Kaj? da ste me povabili. Jaz? To bo pomoda. Ne, vaše oči ne lažejo. Moje oči? Ne, kako so me gledale na tistem starem grajskem vrtu, pa sva prinesla kavijo in šampanjec. Nisem prepričan, da se tega spomnim. In vendar ste vedeli, da bom prišla. O, šampanjec. To je pa nekdo pozabil tukaj. Ne pijem alkohola. Vino mi ne naredi dobro v želodcu. Se ne bodo dogajali. Zdravo, tem veselo, žalostno srečen. Nekako mi ni... O, prosim vas, sem se za manj uspeljena k vam. Veste, upanja, strahu in hrepenenja. Vem, da je visoko. Potem vas prosim, da nas zdravite. Dobro. Če boste potem šli. Tako ste nepopisno ljubki. Kot otrok. Kako je naša ulica danes prazna? In vetrovna. So vam všeč moj lasje? Zdaj ste se pa spuščali. To je od vetra, ki veje čez ta prazni trg. A zapremo? Ne, radem na balkon. Tam vas gledajo. Se jih hočete dotakniti? Vaših las? Da jih boste občutili. Če vztrajate. Kako se nenadoma zmačilo. Ne, Kaj pojite svečo? svečo? Tole svečo. Ste storili zame. Dobro. Boste potem šli? Takole. Kako čakljivo. Kakšna svetlona. Kaj pa je to? To je pianino. Vedela sem, večer za večerom sanjam, da boste nekoč igrali zame. Sam zame, vi slavni pianist. Zaigrajte mi kaj. A zdaj je? Pa ne? Ne vem, če sem vas položen. O, prosim vas, še nihče ni nikoli igral samo zam. No ja, nekaj malega. Če boste potem šli, Dila bom. Kaj boste hoteli? a kar bom hotel? Vaša sužnja bom. Kaj pa hočete, da zaigram? Vi izberte. No ja. Mogoče tole. Božansko! Božansko! Dobro me poslušate. Karakoli boste hoteli, da vas obiščem, sam svečo požvite in to melodijo zaigrajte. In že bo pri vas. Znam še nekaj drugih. Sam svečo, to melodijo. In nikoli ne nehajte. Saj nisem mislil. Ampak, zdaj, ko ste že, vas moram poljubiti. Saj ne bi bilo treba. Me zdaj frizirate? Ne, nikakor ne. Vem, da me frizirate. Sploh ne. Kaj vidite?
je skušnjava. Z vami se počutim kot doma. Sama sva, kot da je Bog spal. Kako ste strastni. In vi strastni. Te pa me bolijo. Zdaj pa greste, a ne? Želite, da grem? Tega nisem rekel. A vi... Še enega? Še en poljub? Zadnjič. Kam pa zdaj? Recimo, na koleno. Kam? Na koleno. Pa na koleno. Zdaj pa grem. Vse to želite. Če to želim. A ne želite, da pridem? Tega nisem rekel. Vseeno grem. Dokaj še ni prepozno. Počakaj. Kaj? A ne bi... Ne bi kaj. Še enega. Še poljub. Zadnjega. Kam pa zdaj? Pa res, kam pa zdaj? Na popek. Popek. Jebete popek meno. A ni dovolj, da moram skrbeti za moža? Potem ti pa sam povem, da je
Dragi sorodniki, dovolj je blodnica. Jožica, a te lahko prosim... A ga slišite? Jožica. Prvič me vidi, pa sem že Jožica. Pa takole na povečen. Vem jaz, kam v starcu moli. Pa vam povem. 10 takih za enega onka kmeta. To spet na me leti. Ti budete potiho. Ja, a očkar mučal, ko ti takole zmerja. Nikoli ne bom preživela, da si vzel mene, ne njo. Tega si pa jaz ne govorim. Ne se kregat, saj je ona začela. Dovolj! Dragi sorodniki, stopimo za hip ven iz mojega stanovanja. Kaj je rekel? V nas podiš. To pa ni lepo. Ti mestni so pa brez manir. A vam nekaj povem. Jaz se tukaj počutim že čisto domače. Jaz tudi. Poglejte, kakšna lepa omara. Me zanima, kaj imam vi. Pa ja ne boš po tvojih omarah stikala. To pa je parkiral avto direkt pred glavnim vhodom. A je mogoče prepovedano? Da je prepovedano, spodobi se pa ne. Tu v mestu smo tako spodobni, kaj? Kregat. Meščani, kaj? Da vam povem, da ste vsi v drugem kolenu kmetje. Sam se vam na žalost zmeraj manj pozna. Če ima hiža en sam vhod, pa ne morate zaparkirati. Vi tam v hribi, ki imate dost prostora. Mi tukaj pa moramo paziti, da drug drugmu ne hodimo v zemlje. Pana, a sem vas lepo prosil, marš nazaj na lojtro! Če ne vam tale klavir držal skozi okno. Ne dotikajte se ga. Že grem. Se zdaj mi najprej pomejimo do konca. Treba spraviti stran. Ja, boš kaj rekel? Samo znosim pod glavo, a mi to šlo. A zdaj pa boš pa še prosil. Tega nisem prosil, samo vprašal sem. Jaz se nočem tega. To je moška beseda. Mi moči se drugo med sabo. Daj mi obir, kakšni moški. To ste vi, mestni. Jaz sem bolj kmet kot vi, se borim za kozovce in proti genski koruzi. Gospa, nekaj vam kot podaka podal, a to veste? Ti ne! A je to kura? A si mislil, kaj živo da to hladilnik? Ne, to je tranzistor. Baterije so na psu. To je zato, ker šparaš elektriko. Ni že celo življenje nekaj šparal. Pa hočemo se da itak vse vseeno. Kaj je to? A sem spet v Istanbulu? Kaj pa vedno dela na lojtri? Kdo sta pa videla? Jaz sem Jolanta, tole pa moj mož Edi, prijatelja. Povabljena sva na drink. Pri frizerju mi ni nič povedala o tem, da bom imela zvečer polno hišo. Ti, to je pa precej ugrajna scena za moj okus. A bo pa dolgo. Me prav zanima, zakaj ima polno hišo. Ne, da je Beno dobil kakšno nagrado. To je bolj možno kot prijetno. Jaz grem. Zinka, a si doma? Zinka? Nič več nisem doma. Dovolj je. Noben tuš ne bomo sprati svinerijo do iz mene. Ja, kam gledite me? Gledite mojo sramoto in uživajte. Sem ga prvič videla. Je toliko metal. Tako nežen je bil in tako lepo je igral. Dolgo življenje, sem se rekla. Ves svet bo najm. Vsa Evropa. Sem dobila svoje biletke. Jaz sem gavala, on je pa užival. Nič več ni igral. Ja, nekaj takega, kar noben ni poslušal. Potem je pa še tisto pozabil. Da je pa on meni, da nima miru, da mu nismo dali, da bi bil to, kar je. Čist sam se je gril. Zabave, pa alkohol, pa ženske. Nake je igral na klaviru. Sosedje so pa skozi okno gledali. Takega hudiča je imel po noč, da je bilo srame do službo. In na vsem letem spobladova to dogobi. Kdo jih bo volno posprašal? Zato zdaj rečem, dosti, pa
Preveč je spominjal na onega. Če mene vprašaš, ni nobene razlike med njima. A to kome ti je naredil, da je mir? Kaj boste pa zdaj? Pustite no, da se reda zjoka. Kaj pa pridete vanjo, a nimate nič občutka? Ne vi meni o občutkih. A vse to ti je naredil, da je mir? Česa takega naš Benjamin pa že ne bi naredil. Je pa to že ena druga kri. Kakšna drama, kar žal mi je, da moram spet v Frankfurt. Ne, takole pa ne bo šlo. Vse bo plačal, kar je zapravil. Tudi to omaro bo plačal, vse obleke, vse do zadnjih kart. Zakaj jih je pa naročil? Ampak, da je enak igral. Da gre tako usramotiti družino. Čist misele. Da se ne bi hudič kam skril. O, bomo že našli, mi moški. Včasih smo take na grmadi kurli, zdaj se pa ne še opravičujemo. Čakaj, tole me pa zanima. To si že zadnjič pregnal. A res? Potem me ne zanima več. Ti, a veš, da mi nisem objavil? Nemogoče. Če ti rečem, vse sem prebral. Nič v pozovcih. Kakšno bo pa vreme? Piše, da je bil včeraj dež. Zato si bil tako moker. Me pa skrbi. Kaj te skrbi? Da ne bi hudič kam ušel. Nikamor ne more. Zaklenil se je noter. Če ne bo plačal malemu, bom še 3 prinesel. Bomo videli, kako bo potem to poravnal. Pa še oblike ne. Brez skrbi. Pa naj klavir proda. Ta se ne bo tako zmazal, kot se je tisti pred njim. Nekaj slučajno. Zdaj, ko je priznal ženo, lahko tudi otroke. Letaj pa dobro. Tip se je zaklenil v stanovanje, so morali sosede skozi okno not list. Daj no, kje to piše? Na prejšnji strani. Nič ne vidim. Jasno, da ne vidiš. Jaz sem na Frankfurt allgemeine, ne berem jaz nekaj kralce. Ti ne. Ne tako več kar časopisa še strgal pa boš. Nekoma genca. Saj veš, da ga še rabimo. Vem, da so rado zavit. Ja pa za zelje, no. Če nekaj pobira, se takoj to premakne. Kaj si tak našpičena? A ni to ona sliki? Ja pa tale veliko grši. A se ti zdi? Pa tu piše, da je že umrl. Dajmo prebrati, kaj se bo je zgodilo? A si zdaj slišal? Kaj ne bi slišal? Kaj so govorili? Mene zanima, o čem se ti ljudje pogovarjajo. Zastojte ščiš glavo pesek. Dobro, zdaj ne reč, da je vse res napravljeno. Res pa je, da imaš ti toliko slabih lastnosti. Rad bi bil lep, a delaš gradobije. Rad bi živel sam, a se nakoplješ familijo. Vsaka baba te zapelje, te ti je pa žal. Kje ti? A me še dolgo varaš? 3 leta pa pol. Jaz te pa sam 3 leta. A res? Ti, kako je? Gre. Neki so za to, da se to reskuje, a ne Mirca? Ja, samo Benjamin je bil vedno nekaj posebnega. Pa bo danes doma? Če ga ne bo, ga bomo pa poiskali. Meni se že ne bo kar tako skril. Kaj pa tako dolgo čakamo na avtobus? A danes pride tisti tvoj... Je rekel, da pride, če ne boš
šla k frizerju. Bi prosil, če lahko 6 gre. Zakaj pa? Ker moram prečekirati na novih dizajnih. A jih ne moreš v službi? Ne, ker imam ves material doma. Saj te ne bo moj. A da ne? Vedno hoče z male igrati šah. Neko zveze s tebe. To je zato, ker te ima za intelektualca. Sam igrata hodi po stanovanju, ste s to šahovnico. Če se si ne prime, da bi ga posilil. Edi! Vedno te spoštuje. Saj se ne bi niti dotaknil tistega pianista. Domišljaš si, da si najboljši pianist na svetu. Pa se samo v našem bloku odriješ. Biješ, potem ti pa slabo. Kadiš, potem pa kaštaš. Ne znaš nič ne, ko bi moral reči ja. Sem odvetniku že vse povedala. Veš, kaj je rekel? Rekel je, dobro, da nimata otrok, sam psa. Potem je to veliko lažje. Žena se ločuje od njega. Jo čisto razumem. Ne bi znala čistilico. Končno! Boge so se zaradile od njem. In to sam zaradi tistega prekletega sosednega psa. Ne vem, zakaj ga morajo vedno pripeljati sabo, ko pridejo na obisk. Da so vsaj malo skupaj. Saj veš, da sta drugače ves čas doma. Pes pa lada, jaz ne morem spati. Ti bi tudi lajal, če bi bil tako sam. Zakaj pa nimata vekcov, da ima ne bi bil dolgčas? Ali pa da nimaš štetnika. Dokler se toliko pogovarjate o meni, še ni vse zgubljeno. Naj zakon je izgubljen. Ker sam zapravi svoje življenje. Jaz zapravljam neko drugo življenje, ne svoje. To ti poskušam že ves čas dopovedati. Pejdi avtobus. Ravno danes sem je Mercedes pokvaril. A si zato, da bi še malo potihno brala? Imaš prav. Ne vem, zakaj se pogovarjava. Če sva tiho, je tudi vse v redu. S kome se pa jaz pogovarjam? Še dobro, da imam novega soseda. Sam da v tistem stanovanju noben ne zdrži dolgo. Tu temu ne gre nič boljše. Službo je izgubil, zakon zavozil. Ne vem, kako se bo to končalo. Sam pogled, kako je danes črna kronika obsežna. Bo še doma kaj za prebrati. Poglej, Škodarič, avtobus prihaja! Jaz mislim, da bi bilo najbolje, če sploh ne gremo po. Pa še to letalo vzemimo s seboj. Greva, Zinka, avtobus je že zdavnaj odpeljal. Grem. Sam da smokam kufre.
pravi spat. Naj še tako nedolžno gleda. Čutim, da bo zanimivo. Aha, tamle prihajajo. Cela procesija se vije sem gori. In on je prvi med njimi. Začel bom dajati ure iz klavirja, pa bo nekaj kapnilo. Vem, kako ti dajaš ure iz klavirja. Še zdaj vam črno-belo vid. Ko je človek mlad in neum. A misliš, iti danes še kaj ven? Ne sam namislim, iti ven. Ne mislim se nikoli več vrniti. A ti pomagam spokat kufre? Ne se tako trupeno. Jaz cinična. Meni treba nositi kufrov iz mojega stanovanja. Bodo že tebe izselili. Obaro ti kar pustim. Ne rabim jaz omare. Kanadi, tam vrže stran, kar povabiš. Če ti dam. Se vidiva na sodišču. Pa ne lazi več za mano. I še na pamet ne pade.
ste notri, Adamovič, a ste doma? Nikogar ni, gospod Škodlarič. A slišiš, Škodlarič, nikogar ni. Koga, kdo pa potem govori, še malo mi pozna. Pravim sam to, kar slišim. To priječe, ti rečem. A misliš, da še vedno stojim na lojtri? Ne, daj da ne. Oprite vrata, Adamovič! Daj pa sama odpreš, vedno. Sem mislil, da so zaklenjena. Daj, makni se. Sem ti rekel, da ga ni. Pa lojtra tudi ne več je verti. Kaj bova pa zdaj? Čakaj, da razmislim. Tam vidiš, Madonna! Stalo imam več problemov kot z njim! Ti me kar naprej podcenjuješ, Škodlarič, jaz tega ne bom več prenašal. Miško! Preoblekel se bom in šel v slaščičarno. Miško! Celo življenje delam v mesnici, celo življenje. 3 korakce stran pa je slaščičarna. 3 korakce, razumeš? Miško! Prekleta usoda, od 6 obeh krale, prašiči in teleta. Jaz pa sanjam o kremšnitah, in roladah. Saj te razumem, Milivoj, ampak zdaj ni čas za to. Nekak se je hudiš smel. Se kaj ne zgubi? Čeveček, srebrn zlat, to bo pot v kraljevi grad. Kaj se kihitaš? Škečkate me! A se lahče jaz se smijem? Sam jaz vas ne bom škečkala, se lahko kaj misli. Kaj ja nisem mislil? Kakšne smešne nogavice imate. O, zdaj sva pa oba bosa.
Ko na zemljo pada rosa, jutranjega poželenja. Je to vroče. Zaznovet. A vas moti, če to sličem? Ne moti me. Nikakor ne. Takole. Zdaj se pa nazaj vlečem. Počakaj, ostani še malo tak. Zakaj? Da te še gledam. Moj Bog, kdo si ti? Zinka Radmilovič. Kaj pa vaša žena? Ti si moja žena. Druge nočem. Ne se hecat, gospod. Jaz ne bom nikomu žena. Zdaj še prikmalu, potem bo pa prepozno. Zadnjič, ko sva ga skupaj. Tisto, še zdaj mi je nerodno. Veste, kaj zgodilo se je? To se me večkrat zgodi, če sem z moškim. Se tu pa tam popraskam, kakšen kos oblek odložim. Pa se že dogaja. Če se pa enkrat dogaja. Kaj češ potem? Potem nimaš več kaj. Tega ne smeva več ponoviti. Ne nehaj. Govorit. To je nebeška muzika. Takšna sem. Več govorim. Pa da se ne boga več prosem. Imajo vsi drugi več zapovedat. Ampak, punce imate pa radi, kaj? S tem se je pa vse začelo. Je pozno. Zdaj pa grem. Počakaj. Vem, jaz nisem niti lep, niti popoln. Za marsikaj sem kriv, za kar me dolžijo. Meni je skrit nek hudič iz mesa in krvi. Ampak vseeno mi dovoli. Namesto da bi ljubili to, kar imam. Zakaj te rodijo, da bi te potem črtili? Zakaj odirajo v sobo tam, kjer so vrata odprta? Zakaj lovijo, če nihče ne beži? Zakaj dajejo, da bi potem jemali? Zakaj pokrivajo, kar je treba odkriti? Zakaj zastirajo, kar je treba odstriti? Zakaj povivajo, kjer je treba potegniti? Zakaj grizejo, kjer je treba poljubiti? Tu se je naj mir! Poglej, škoda mi še oven je za kuru! Je vse v redu, gospa? Dobro, da sem prišla. Že 2 dni pije, da ne pa stanovanje zaklenil. Zares smrdi, gospodče. Naj zdaj plača omaro. Čakaj, da najprej gospodu poražem. Najprej je treba za veliko skrbeti. Kdo je ta ženska? Kaj dela v mojem stanovanju? Jaz sem hotel tu sam pianino. Ga slišite? Kako naj človek tu prenaša? A zdaj se boš pa novega delal, kaj? Bodite brez skrbi, gospa. Jaz sem imel prekleto težko življenje. Sem dal par vojn skozi, pa me še nobena ni uničila in me tudi takle pajac ne bo. Je bil pred njim točno en tak v tem stanovanju. Iste razvade, iste obleke, še po hištvo isto. Spusti dokoliško. Jaz sem tako tekla, gor po stopnicah, da me noben ni dogaja. Kaj pa se dogaja? Družinske zadeve, gospa. Potem je pa dobro, da smo tukaj. Jaz dam veliko na družino, veste? Včasih sem jo imela. A zdaj smo pa sami, ne? Ampak energije imam pa za 2. Ste pa res nekam živahni, gospa. Se vam zdi? Prvo je duš takole po stopnicah teč. Prav gajski ste, ko vas noben ne lovi. Vi ste tudi en fin gospod. Sem brala, da včasih kaj napišete v
hudiče, ker ni nobenega časa. Jaz ga imam počasi kar dosti. Potem se pa kar sama seboj ukvarjam. Zdaj boste sami, bi se lahko bilo večkrat dobila. Drug z drugim ukvarjam. Jaz mislim, da še ni prepozno. Treba malo pohiteti. Pa bi res lahko prišli kaj na obisk. Še štrudel, pa še spečem. Za dober štrudel bi jaz pa marsikaj naredil. Tako ne bi, ste hišni. Ti lepa Boga, kdaj se bo to končalo? Manični depresivec je. Niha med melanholijo in vlastnostjo. Zadnjič mi je polno mizo hrane zlekel na hodnik. Potem mu pa ne gre tako slabo. Če te povem, da ni sam kriv. Prosim, da ga ne zagovarjaš. Jaz sem ga imela priliko dobro spoznati. On misli, da smo mi ženske figure na šahovnici. Ampak danes bo doživel šahmanja. Edi, kaj pa stojiš tam? No, povej bil na kaj. Hočeš kaj z mano v Frankfurt zinkati? Se boš kaj sprostila? Ja, Benjamin! Končno! Po vseh teh letih! Jaz vas ne poznam. Ja, sestra Angelca, pa Jožica, pa hčerkica Zofka, pa moj moštine. Kako to misliš, da nas ne poznaš? Ne vem, kdo ste. Ja, kako si nam mogel to napraviti, da moramo po fasadi plezati, če hočemo tebi na okus? Imate prav? Pri gotovih tretjih se to vse neha. Lahko je nam podrstilo. Veste kaj? Jaz ga pa razumem. Jaz bi takoj rada zaklenila pred nami, sam če bi lahko. Ja, ti ne! Ja, kaj spet vlačiš te kufre sabo? Eni si že enkrat prinesel gor. Ja, ampak si jih potem na postaje pozabil. A naprej smo na obiski. Sploh ne vem več, kaj sem ne prinesel, ne odnesel. Kaj bomo pa zdaj? Je pa res žigneča tukaj. Greva na hod spova, prinesla vizo in stole v tiskari veža, ki je prej stanoval tu. Ne! Ne! Nobenega pohištva več! Od toliko pohištva! Jaz čisto zavim! Ja, Benjamin! Ja, kaj pa si ušpičil? Veliko tega! Sam dobro ti hočejo. Saj veš, jaz tudi ne maram teh ljudi. Ampak dolžnosti so dolžnosti, pri tem ti pač ne morem pomagati. Potem se bomo kot ljudje useli za mizo in se pomenili, kaj bomo z njim, a ne? Jaz bom pa kaj postregla. Ni govora. Saj nismo prišli za to, da bi nam zdaj stregla. Pa še na robu živce vsi. To je pa čisto moja stvar. Ne morda gledati, da tako garaš. Zdaj pa lahko majga pojedu. A sta slišala? Iz moje hiše ljudje ne bodo šli nelačni želčeni, če se pretrgam. Kam noter? Hrana je že na mizi. Tako, zdaj se bomo pa lepo posedli. Kdo bo kje sedel? Kot je to važno? Mene pa že malo noge bolijo. Težko mi je, ko vidim, kako se staviš. Ne se krega. Pa kdo se krega, Madonna? Še mislila se kregata. Odsmrtno in pečeno. Malenkost. Maj sem spraznila hladilnik. Nič drugega. Angelka, se slišala, hladilnik, je po kuro. In bodo drugi vse pojedli. A ne bi raje šlo v kakšen klub? Ja, poglejka je vse pripravila. Misliš, da je tole sveže? Seveda je, saj že en mesec stoji na hodniku. Tako da je nisem opazil, pa že ves mesec priklepam bicikl na njo. Ti boš sedel med mano in vrhovcem. Da mi med kosilom ne boš delal kakšnih neumnosti. Nisem mračen. Dovolite, da vam nekaj povem, preden začnete jesti. Pogreb ali poroka, sedmina ali veselica, na vsak način je treba nekaj dobrega pojesti in popiti.
To je lep običaj in običaj je treba spoštovati. In običaj pravi, da je treba tudi kakšno zapet. Če je priložnost vesela, veselo, če je žalostna, žalostna. Tu med nami sedi človek, ki nam je povzročil precej gorja. In nas je grdo zavračal, ko smo mu ponujali roko. Vsak od nas bi lahko bil pravičen in strog sodnik. Ampak danes ne bomo gledali nazaj. Kar je bilo, je bilo. Samo končam, gospa. Glejte ga, kako tukaj sedi. Kot je rekel Marx, govori kot idiot, izgleda kot idiot, ampak naj vas vse to ne prevara, on je idiot. Rad citira svojega župnika. Marx je bil komik. Torej, moji ljubi, dragi prijatelji, čemu bomo danes nazdravili? Komu bi drugemu kot sebi? Danes nas je sem prinesla skrb. Skrb za tega človeka, ki sedi in ne reče ne bel, ne mel. Kar smo storili, ni bila naša dolžnost, pa smo to vseeno naredili. To je za spoštovati. Iz hvaležnosti do gostov, ki so se danes zbrali v tvoji hiši, nam bo zdaj nekaj zapel. Ne znam nobene. O, znaš! Daj no, Benjamin, za goste. A bo še naprej same tu z družino? Jaz bi bil bolj grozni. Saj bo. Boš biti malo psiholog. Veš, tisti predvige na koncu pisali. Daj. Koliko kaplic, toliko let. Kakšno zaroko mi je pripravil. Eni še poroke nimajo takšne. Če se
skupaj pravi ljudje, ni nič pretežko. Ne. A bo še eno tortico? Dajč ne umogel, bom pa zabil. Kaj je danes za en dan? A ni četrtek? Včeraj je bila sreda. Jutri bo pa petek. Za okol. Še dobro, da bo potem še eden. A vam povem, kaj imamo vi zadnje čase? Povej, če so v družbi še kaj zvem o tebi. Težko si predstavljam, da mene enkrat več ne bo. Jaz si pa kaj lahko. Govorim o vesolju in o teh rečeh. Kaj bo z nami potem? Madonna se ne bo kar zgine, če me enkrat zadene. Na en način bom še zmeraj nekje obstajal. Kaj pa pravite vi? Če boste vi večni, počem jaz takoj umret. Vi tega ne razumete. Za takšna vprašanja moraš biti pa že mali intelektualca. Pa kompletni umen. Mene pa vleče nekaj pod noge. Imate prav, nekje je prepih. To pa ne bo v redu za moje sinuse. Kud zdaj to piha? Poglej, Škodanič, nekdo je odprl okno! Jaz že nisem, ne ja nisem. Ah, saj ni noben rekel, da si. Pa da tako kaj povem? Grgovc, hipertale! Ti vraga, še malo prej je sedel tu! Spet se je začelo! Dajmo prihoditi moj buk! Benjamin! Kam je pleči zginil iz sobe ni šel? Človek lahko misli. Vaš čas je spominjal na tistega. Pa se mi vendar zdi, da je malo drugače padel. Se spreminja, mi pa ostajamo isti. Poglejte, premika se. A res? Vi ne boste našega Benjamina. To je naša kmečka kri. A že lahko jaz malo vidim? Jaz tega pa sploh ne mogu gledati. Verjamem, vsega še živega niste mogli. Kakšna drama. Ampak res se premika. Daj mi nešto jaz pogledam. Tukaj spone ni nobenega. Dale pa to! To je tudi dušta, da res ni. Daj pa to! Vi mestni, vi lahko cel dan skačete skozi okno dol, se pa noben od vas ne bo pobral. Na tej točki se pa ne strinjam z vami. Če ne verjamete, pa probajte. Kaj se ukvarjaš z njo? Saj ni vredno. O, čakajte, kaj je jaz imam nič. Počasi, pa vi ga vzajte svojo vsesko. Vidiš mi je, baka ne veš, pa eto, tukaj vidiš mana nos. Ampak moče mi sam interesno. Ti bom pa ja, daj nam polije, kar mame. To je štala, kompletna štala. V zemlju se ne da tako pisati, v zemlju se da tudi kaj tako. A vi mogoče grozite? Ejdi, to so pa Ene dobro! Na čigavi strani pa si ti? A si kmeta nisi. Jaz sem se preselil na kmetijo. Zdaj sem pa iz mesta. Moj oče je bil čevljar, mama pa delavka. Potem pa... Poglejte se! Poglejte ga! Nazaj gor je prišel! Madonna, pa res? Bravo, tako se dela. Nič bravo. Zdaj bomo pa vse poračunali. Vi boste poračunali? S kom boste poračunali? Kar naprej? Hoteli ste vraga, zdaj ste ga pa dobili. Kdo čaka, kdo čaka. Kaj mu je? Kot bi ga sam vodič obsedil. A res šepa, kot bi imel kobito. Ženete iz tega prazno vere, to je od paca. Nimate nobene šole. Pravi spak, kot sem rekla. Moj bog, kaj bomo pa zdaj naredili? Zdaj me pa poslušajte.
Dobro me poslušajte, vsi po vrsti, ker od danes naprej bo vse drugače. Zdaj se me ne boste več znebili. V vsaki omari, ki jo boste odprli, bom čepel notri in vas prav ostudno videl. Za vsako mizo bom sedel z vami, pa če bo prost kakšen stol ali ne. Sladek ljubimec bom, da bo do nje obločitvi večje. Mrtvaške povračnice bom igral na porogi in se veselil vsake nesrečne dušice, ki jo bo zasula lopata. Mrzlo sapo vam bom dihal za vrat in ne bo ga zdravila, ki bi vam pozdravil prehlad. Če boste vi hoteli prav, bom jaz obrnil na robe. Otroke vam bom speljal na kriva pota, da jih boste za manj iskali. Ni je muke človeku lastne, ki je ne bi izkusili. Jaz bom igral, vi boste pa plesali. Goli in bosi in do gležnjev krvavi. Za vrhovci, ja, zdaj to je pa naš človek. Kdo bi si mislil, da sva ga tako narobe ocenila? Naš človek, nikaj. Naš pianist? Ben, če bi bil že od začetka tak, jaz se nikoli ne bi ločila od tebe. Benjamin, ja kaj pa se je zgodilo s tabo, da si tako čuden?